Spoštovane sledilke, spoštovani sledilci kanala Greg Skort, vnovič lepo pozdravljeni v novem podcastu. Tega pa zdaj že res dolgo nismo počeli. Časa enostavno primanjkuje, služba, obveznosti, obnova stanovanja. Še za spanje, kaj še re za ogled tekme Lige NBA ni prav časa, ampak kaj bi vas jaz s tem utrujal. Jaz vem, da ste vi na tekočem, spoštovani sledilci. Vem, da spremljate Luko Dončića, vem, da spremljate Dallas. Vem, da veste, da je zdaj Dallas v takšnem obdobju Lige NBA, ko vsaka tekma praktično šteje skoraj da, oziroma malo da ne dvojno, da se bliža končnica, da je do konca lige ostalo le še par tekem, da se NBA ekipe ena za drugo borijo za boljše izhodišče do same končnice. Nihče v bistvu si zdaj ne želi mesta v play-inu, ampak direktne uvrstitve v samo omenjeno končnico. O tem bomo danes govorili. Dotaknili se bomo Dallasa podrobneje, Luko podrobneje, igralcev podrobneje v Dallasu. Skočili bomo malo naprej. Kmalu gredo v prodajo vstopnice za pripravljalne tekme slovenske reprezentance. Torej, dotaknili se bomo Slovenije, slovenske reprezentance, kvalifikacij za olimpijske igre, same lige NBA, ko sem jo že prej omenil, potencialnega novega NBA All-Starja in pa tudi, kar se tiče Slovenije in igralcev okostja slovenske reprezentance v prihodnje, pa tudi do poslovilne tekme Gorana Dragića pridemo in mogoče razno, kar se bomo še spomnili vmes. Tako da danes mogoče malenkost daljši podcast, kot ste ga navajeni z menoj. Vsem načeloma so podcasti tisti, ki trajajo nekaj dlje časa. Sam bi si želel mogoče še koga zraven sebe, da bi mogoče lažje tekla debata, da ne bi bil to monolog, kar ni značilnost podcastov, kar se seveda zavedam, ampak vendarle časa ni na pretek, tako da veselo nedeljo, da temu tako rečem. Hvala, da me spremljate, če ste pa tukaj morda vnovič ali prvič, pa še niste naročeni na moje vsebine, vabljeni, da to storite zdaj, da se naročite na moj kanal Greg Skort, kjer najdete podobne podcaste, podobne analize, tudi kakšne goste, v večini pa highlightse Luke Dončića, Dallasa in neke stvari iz ozadja, tako da vse to lahko pridobite na tem mestu. Vabljeni. Zdaj le mogoče najbolj odmevna zadeva in pa tisto, kar vse skupaj najbolj zanima in po noči privablja k ekranu ali zgodaj zjutraj, odvisno kako je s časom in pa voljo. Dallas je trenutno v neki seriji zmag, mislim, da so tole 4, nekih zmag, ki so pričakovane, da tako rečem, in ki so na vse zaželjene. Zdaj le gre za res. Danes so premagali Utah Jazz, to je bila druga zaporedna zmaga nad njo. Luka ima trenutno malo težave z njegovim metom, kar bi sam dodelil oziroma ocenil, da je del neke njegove poškodbe s stegensko mišico, ki ga že mantra predolgo časa, da tako rečem, ampak vendarle. Luka je slabim metom. Dosegal danes 29 točk, podelil 13 asistenc in pa 12 skokov, jaz mislim, da so številke prave. Skratka, nov trojni dvojček, ki pa v tem trenutku res ni najpomembnejša zadeva. Zmaga je tisto glavno, kar šteje. In še bolj pomembno je, ker je konkurenca, s tem gledam na Phoenix, izgubil. Phoenix je danes izgubil proti San Antoniju, ki so igrali brez Wembanyame, tako da tale zmaga je še nekoliko slajša. In še bolj slajše je to, da je Phoenix tista ekipa, ki ima verjetno na papirju najtežji razpored do konca lige. Tako da je Dallas dosegal zmago, da je Phoenix izgubil, da je razlika tako nizka, oziroma da jo praktično ni na mestih, ki peljejo direktno v končnico. Če sem čisto natančen, danes v tem trenutku zaseda 7. pozicijo, 42 zmag, 29 porazov. 8. mesto Phoenix, 42 zmag, 30 porazov, praktično nič. Ampak zdaj pa pridemo do ene ključne zadeve. Naslednji 2 tekmi v Sacramentu, proti valjda Sacramentu. Pazi to, 6. pozicija Sacramento Kings, 42 zmag, 29 porazov. Enaka sta. V tem trenutku je Sacramento vrščen pred Dallasom. Zakaj? Zato, ker mislim, da ima tisto medsebojno tekmo
je šla zmagati, se pravi, Sacramentu, ampak, lejte, zdaj je čas, ko se lahko vse spremeni. Hudičevo težko bo. Kdo je tukaj na tej tekmi favorit? Ne vem. Če sem subjektiven, seveda bom dodelil prednost Dallasu, ampak Sacramento ni naivna ekipa. V enem odličnem nizu, zaporedni 2 zmagi, ampak bolje je tisto, da ima na zadnjih 10 tekmah 7 zmag in le 3 poraze. Roko na srce je dala še boljši, 4 zaporedne zmage, na zadnjih 10 kar 8. Ampak igra, se pravi, Sacramento igra doma, ker ima trenutno skor 21-13 v prid zmag, seveda. Medtem ko Dallas na gostovanjih trenutno kotira z 20 zmagami in 14 porazi. Spet ne slabo, ampak to se pred takšnim dvobojem popolnoma vse se pozabi. Zato, ker to bo šlo na nos. Dončić proti Foxu, Gafford proti Sabonisu. Te dvoboje bi mogoče še lahko naštevali, ampak tole gre vse v nič. Že danes, že nocoj, ob 3. uri zjutraj, prva medsebojna tekma. In že tukaj se bo marsikaj pokazalo, kaj lahko pričakujemo potem še od naslednje tekme. Tole me res zanima in ena izmed ključnih zadev, po mojem mnenju, bo obramba. Recimo danes proti Utahu spet zelo slab začetek, osebno nisem spremljal tekme, ampak sem si malo ogledal highlightse. Absolutno preveč točk dobljenih v prvi četrtini, 41 točk prejetih v prvi četrtini. No, pol je pa šlo vsako četrtino bolje in mislim, da tisto res odlična četrtina, ki si vsi želimo, prav tista zadnja, ko se je vse skupaj odločalo in se pač neke puzle so se zložile. Zdaj, ko se tako malo pogovarjam s somišljeniki in tistimi, ki Dallas spremljamo malo bolj podrobno, največja ugotovitev oziroma največja pridobitev letošnje sezone je tisto, kar si je mogoče Luka najbolj želel, nekega centra, ki dela po domače rečeno drmer pod košem. Dobiva skoke nad obročem. Odkrije se na tisti poziciji, kjer je najlažje dobiti koš, se pravi ali up ali res v bližini obroča. In ko imaš ti enega Gafforda, ki v bistvu ne zna zgrešiti okoli obroča, to je takšna prednost, da je težko opisati. Najlažje je pogledati samo procente Gafforda. Vsi vemo, da je v zadnjem obdobju postavil rekord, kar se tiče zaporednih metov iz igre. Tu je potrebno poudariti, da je bil to rekord, odkar beležijo play-by-play statistiko. Will Chamberlain je tole storil že prej in je bil še celo nekoliko uspešen. Mislim, da je bila 38. Ne vem, ne bom trdil, ampak nekoliko boljšo serijo je celo imel kot Gafford v preteklosti Chamberlain, ampak takrat se še tista play-by-play statistika ni beležila. No. Glavnem danes 6 od 7 Gafford, ne? 13 točk, 11 skokov je pobral, imel celo 5 asistenc, hkrati pa 5 blokad in 2 stila. Človek doda svoje še v obrambi. Mislim, to je res, kar smo si res želeli. Hkrati imamo novinca Derek Lively, danes 18 minut, 100% met iz igre, 6 točk, ampak 9 skokov v obrambi, v 18 minutah. Lejte, oba dva centra skupaj sta pobrala 20 skokov. Pol še imamo tu Luko, ki itak vsako tekmo skače dodatnih 12 skokov. Mislim, to so številke res, ki veselijo in zdaj skokov sicer nismo nekaj dobili, 47 proti 46 bil skok. Ravno toliko, da smo ga dobili, ampak ne nazadnje z Dwightom Powellom v prejšnjih sezonah, pa potem neko filanje pozicije z Kleverjem, to ni nič. Lahko bi se še dotaknil Kleberja, pa še koga, pa saj sem se ga že v preteklosti, ker tukaj jaz res ne vidim dodane vrednosti v tem človeku, kaj vidi Kid v njem, ne vem, on pravi obramba, pa kakšna obramba? Dobenega stila, samo danes ena blokada, ja vredo, ampak tudi na prejšnjih tekmah zdaj res moreš čakati, da Kleber da neko dodano vrednost. To ni nič, ampak dobro, to so zgodbice za mogoče kakšno drugo zadevo. Enega Jadena Hardija, ki je za me en Indijanec, koristimo premalo, glih toliko, da koga spočije, zdaj ko recimo Greena Nikim je še večji Indijanec, ampak okej. Imamo na srečo Kyrie Irvinga, tukaj se je kemija vendarle ustvarila, tole smo čakali 100 let oziroma celo lansko sezono, ko je ni bilo. Tako da Luka in Kyrie
Na igrišču sodelujeta, se dopolnjujeta. Izven igrišča sta itak cel čas nasmejana. To me resnično veseli. Čakamo še malo PJ-ja Washingtona. V zadnjem času so se ful pojavili eni posnetki iz treningov, ko res veliko da na met. Sej vemo, bodimo realni, to so posnetki, ki jih vidimo na koncu treninga. To niso tisti dejansko, kar oni trenirajo, koliko pač imajo časa med tekmami. Ampak verjamem, da od PJ-ja Washingtona ofenzivno bomo videli še veliko. Hkrati pa moram dodati, da sem kar precej zadovoljen z njegovo vlogo v defenzivnem delu tekme. No. Veseli me, da je Dante Exum nazaj, z njim mislim, da lahko ekipa veliko pridobi, je igralec, ki ima izreden košarkarski IQ, je pa še tukaj Derrick Jones Jr., ki mislim, da se je že kar uveljavil v začetni peterki in vsake toliko časa doda, zelo uspešno lovi podaja Luke Dončića, ki pa ne nazadnje takšnega igralca v ekipi moraš imeti, ki ve, kam se postavi, ki veš, kaj pričakovati od njega, ne sili se, napram Timu Hardawayju Jr., ki se sili tako, da dol padeš, pa ga že dolgo čakamo, da bo tisti stari dober tim. Ampak ja, dobro, vse pa vendarle ne more biti popolno, ne? To je dejstvo. Zdaj, če se še malo dotaknem prihodnih tekem oziroma tistih, ki jih Dallas še igra, kot sem prej omenil. Zdaj 2 zaporedni tekmi proti Dallasu, danes bo back-to-back tekma za Dallas, potem bo 3 dnevi prosti vmes, na to pa imamo Houston še v tem mesecu. Aprila se začne tekma proti Golden Stateu, na to Atlanta, še enkrat Golden State, potem Houston, Charlotte, Miami, Detroit in Oklahoma. To je to. In če smo realni in če ima Dallas kaj ciljev v letošnji sezoni, bi večino tekem moral dobiti. Ampak res moral. Plus popolnoma zadnja tekma torej proti Oklahomi, kjer bodo verjetno Oklahoma že vedeli kako in kaj, no vsaj predvidevam, no pa mogoče ne bodo stavili vsega. Mogoče pa tudi Dallas bo že vedel pred zadnjo tekmo, kje bo kotiral na lestvici. Pa mogoče vendarle tudi ta tekma ne bo več odločala o ničemer. Tu je zdaj težko biti pameten, no. Zdaj, če gremo v Phoenix, ki je samo eno pozicijo od zadaj, se sreča samo še z Oklahomo v tem mesecu, kar bo za njih izjemno težka tekma. V aprilu pa potem na New Orleans, ki se itak bori za končnico, Cleveland na drugi strani, ki je v drugi konferenci isto, se jim tudi gre, Minnesota, ki se bori za prve 3 pozicije, spet New Orleans, LA Clippersi še enkrat, Sacramento, Minnesota, pa ti Phoenix bo umiral na obroke, ampak zdaj pa je vprašanje, koliko bojo dobili. Zdaj, če dobijo 50% tekem polja, Dallas to avtomatsko v prednosti. Pod pogojem seveda, da tudi Dallas opravi delo tako kot treba. Ja, brutalen seznam tekem za Phoenix. Poglejmo še Sacramento, 2-krat Dallas, Utah Jazz, ki so v bistvu že predali za konec marca in njihov razpored. April začenjajo proti LA Clippersom, New York imajo, Boston imajo, Brooklyn, Oklahoma, Pelicane, Phoenix in pa Portland. Ja, tudi Sacramento nima lahkega, sploh ne daleč od tega, malenko za odtenek lažje kot Phoenix. Po teh ugotovitvah sem praktično prepričan, da ima Dallas od te konkurence najlažje na papirju, seveda, najlažje nasprotnike. Zdaj, to je treba izkoristiti. Če ti hočeš neki cilj si zadati oziroma ga izpeljati, to prednost na papirju je potrebno izkoristiti, tu ni debate. Ja nič, kaj pa vi mislite? Kako uspešni bodo pri Dallasu v prihajajočih tekmah? Kako jih zdaj gledate, kako spremljate njihove predstave, ste zadovoljni, je kaj posebnega za poudariti? Dajte si duška spodaj v komentarjih, kjer vas že zdaj lepo povabim, da pokomentirate zadevo, da preberem še vaš vidik vsega skupaj. Ja, zanimivo bo. Zdaj, kar se tiče NBA, da še tole omenim, v zadnjih dneh se nekaj govori o spremenjenem formatu All-Stara za prihodnje. Vemo, mislim, da se tukaj strinjamo, da
to, kar se v zadnjih letih dogaja na NBA All-Star prireditvi, je brez veze. Ne, resnično tole ni zanimivo nikomor, verjetno tudi tistim, ki dejansko tam igrajo ni, ker tole je popolnoma neresno. In zdaj Adam Silver je nazadnje omenil, da naj bi sprejeli tekmo sveta, se pravi internacionalne proti Američanom. Zdaj, če bo kaj to pomagalo, jaz ne vem. Ker ne vem, če tem, da se tako izrazim, malo že razvajencem, ne vem, kaj še pomaga, ampak tole več ni gledljivo. Da ti skoraj 400 pik daš v eni All-Star tekmi, to je takšen absurd, ki ne vem, kater šport ga še pozna. Zdaj, če bi se oni napalili, ne, da bi igrali Amerika proti internacionalnem, mislim, po mojem bi bilo kar zanimivo, ne, ker bi imel na eni strani imaš ti Antetokounmpa, Dončića, Jokića, Embida, ne vem, Bogdanovića, Markanena, kaj jaz vem koga, proti Curryju, Lebronu, Durantu, Bookerju, ma ne vem, se lahko sami naštejete. Na prvo žogo se meni zdi to precej bolj zanimivo, no? Ampak spet je pa pol odvisno, kako to sami igralci sprejmejo. Letos sem nekaj zgodbe slišal, da naj bi Larry Bird, Dominic Wilkins prišli v zlačilnico pa nagovarjali igralce, kako je v bistvu ta All-Star tekma pomembna, koliko pač naj bi včasih dali na to, naj jo zagrabijo z obema rokama. Pa vemo, kaj se izcimuli iz tega, ne? Nič. Dobro, toliko za enkrat o NBA ligi. Kot sem omenil na začetku, dotaknil se bo malo slovenske reprezentance. Zdajle 4. februarja pridajo ven vstopnice za pripravljalne tekme, oziroma eno pripravljalno tekmo proti Litvi, 25. junija, če se ne motim. Potem se sledi tekma, mislim, da čez 2-3 dni proti Braziliji, ker še zdaj ne bodo na voljo vstopnice, pa če se ne motim, bo še ena tekma proti Litvi doma. Zdaj mislim, da so 3 fiksne, če še bo kakšna tekma dodatna, bomo videli. Pol pa seveda sledijo kvalifikacije za olimpijske igre. Zdaj, to je ena izmed največjih uspehov v karieri slehanega igralca, če bi se uvrstil na olimpijske igre. Zdaj Slovenija je tamle že nastopala, po moji oceni zelo uspešno, 4. mesto na olimpijskih igrah je lesena medalja, ne? Fantastičen uspeh z ogromnim grenkim priokusom. Ne bom spominjal, kaj se je dogajalo na tekmi s Francijo, ne bom spominjal, kaj se je dogajalo proti Avstraliji na tekmi za 3. mesto, ampak to so bili časi, ko smo dobesedno živeli za reprezentanco, komaj čakali tekmo. To je fantastična izkušnja za vse, in za gledalce, in za igralce. Zdajle, kaj želim povedati? Mi še zdaleč nismo uvrščeni na olimpijske igre, to bo še hudičevo težko. Prvo moramo čez osnovno skupino. Da sploh ne omenim, koga imamo tam, prvo se zaletim v Hrvaško. Hrvaško je treba premagati. Evo, ravno sem bil v eni kratki debati na kavici z Petrom Vilfanom, evo, tole mi je res v čas, no, da lahko tu pa tam popijem kakšno kavico z takšnim gospodom in sva delila mnenje. Hrvaška je tako nevarna. Gremo po vrsti. Največjo težavo imajo oni na pleju. Tu imajo že leta in leta težave na pleju, ampak ko to nekako zafiksaš, ko daš recimo Bogdanovića na pleja, pa tudi če ne, imaš Bogdanovića zunaj, imaš Hezonjo zunaj, imaš Zubca spodaj, imaš Šarića zunaj, imaš neko trojko, štirko v Božiču in še vse ostale. Kaj pa imamo mi letos? Luko Dončića, super. Alfa in Omega, motor. Klemena Petrovića, Klemena Prepeliča, ki je v fantastični formi. Super. Gremo dalje. Jako Blažiča. Pri svojih 33 letih še vedno zna igrati odličen basket, ampak je vedno starejši, roko na srce. Zoki Dragić, letos ni v neki formi. Gre bolj dol, ampak vse se bo napali za predstavnico, to meni je skrbi. Vlatko Čančar Čane, to pa nastane problem. Vemo, da je Čančar poškodovan, da vleče to poškodbo že celo leto dni, oziroma ko se bojo začele priprave, bo ravno nekje okrogla obletnica poškodbe njegove križne vezi. Sploh ni nujno, da bo fant nastopil. Nikjer še nimamo zeleno luči. Kdo je rekel, da bo Denver prižgal zeleno luč za njegove igre? Tega zagotovila ni nikjer.
če slučajno gre idealno skozi, da Čane obnovi, da se rehabilitira, da bo pripravljen, ne bo na 100%, to vemo, to si nalimo čistega vina. Zdaj, on ima vseeno toliko kvalitete, toliko izkušenj, da njega lahko povlečeš za 5-10 minut v ali ključnih momentih, ali da neko trico tam, ko ga najde Dončić, prepelješ kdorkoli. Zraven, če je koliko toliko zdrav, bo zraven, vemo, ampak kaj pričakovati od njega, pa ne vem. En hudo velik problem, ki ga imamo, je potem centrska pozicija. Že leta, moramo naturalizirati. Zdaj, Mike Tobi ni v neki formi. Dajmo se tega zavedati, trenutno ne. Zdaj, če bi on ujel to formo tekom reprezentance, super, vzamemo z obema rokama. Neke alternative, kot slišim na KZS-ju, trenutno ne iščejo, ne potekajo pogovori v tej smeri. Zdaj, jaz mislim, da to na tem mestu ni v redu. Mogoče vseeno neko konkurenco bi lahko dobil. Če ni druga, da se na treningih vidi, pokaže, izkaže, kdo je boljši, a je kdo konkurenčnejši trenutno. Tu nekaj moramo zafilati. Kaj smo pa mi sproducirali v zadnjih letih? Dajmo biti na jasnem. Lukaš Čuka ni še igral blizu reprezentance. Gregor Glas ni bil na zadnje povabljen zraven. Bine Prepelič, odkritje svetovnega prvenstva, super. Ampak a on lahko že prevzame kakšno večjo vlogo v tem trenutku? Jaz mislim, da še ne. Od zadaj nam manjka, vemo, nima Slovenija nekega bazena, omejeno število igralcev. Hvaležni smo lahko za vsakega, ki pride in se izkaže in da nekaj reprezentanci. Imamo seveda v mlajših kategorijah izvenredne igralce, ampak za člansko konkurenco, za tako veliko stvar, ko so kvalifikacije za olimpijske igre, že dolgo nismo kaj novega pripeljali in to me kar konkretno skrbi, no. Vprašanje, a vi vidite koga, ko jaz mogoče ne vidim? Še enkrat povabim, da spodaj pokomentirate, pa da vidimo, kaj lahko v bistvu naredimo, ne. In če bi nekako mi premagali tole Hrvaško, pa da osvojimo prvo mesto v skupini, gremo potem na drugega iz nasprotne skupine. Ne bom zdaj špekuliral, vsi pričakujemo, vsi realno gledamo proti finalu v Grčiji proti Grkom. Tu pa bo težava. Zdajle, a je mogoče? Seveda je mogoče. Nič ne je mogoče v svetu košarke, nič ne je mogoče, ko imaš v svoji postavi Luko Dončića. Ne nazadnje smo to dokazali na tekmi proti Litvi, v Litvi, na zadnjih kvalifikacijah za olimpijske igre, kjer smo Sabonisa, Valančunasa in ostale na domačem terenu. Nismo jih zbrisali z parketa, ampak smo jih premagali. Na koncu je izgledalo celo lagano, ampak ni bilo. Smo pa jih, tako da zakaj ne bi Antetokounmpa in ostalih? Je opcija, seveda je. Jaz sem optimist, vedno sem bil. Včasih mogoče malo bolj od realistka, ampak lejte, bomo videli. Večino pa bomo že lahko videli, kako pa kaj zadeve stojijo na pripravljalnih tekmah. Kot rečeno, potrjena je že tekma proti Litvi, oziroma 2 proti Litvi in pa proti Braziliji. Tako. Zdajle, za konec se bom še dotaknil srečanja Gorana Dragića oziroma poslovilne tekme Night of the Dragon. Zdaj, prve vstopnice so že poletele, v pičlih par minutah so bile razprodane, to vemo. Kar dosti razočaranje je bilo tukaj, marsikdo od nas ni prišel do tega. V bistvu sem sam trdil v enem izmed zadnjih blogov, da imam vstopnice, na koncu se je izkazalo. Za šum v komunikaciji nimam še jih, tudi to imam jaz problem, grozen. Kdo si pa ne želi na takšno tekmo? Imena določena svetovne košarke so že potrjena, nekaj se izčaka in tukaj se pojavi ena zanimivost. Zdajle, vsi povabljeni igralci bodo seveda zahtevali tudi določeno število vstopnic zase. Zdaj, ali je to 5, ali so to 3, ali je to 10, 15, ne vem. To se oni dogovarjajo. Ampak določene karte se bodo še v vsakem primeru še sprostile. Nekaj jih dobijo seveda sponzor, organizator in tako naprej, ne? Zdaj napovedali so še, da bo tik pred srečanjem nekaj vstopnic še na voljo, cca 500 000, ne vem. Tako da nekaj možnosti še obstaja, no? Tako da upajmo za vse nas, ki še tega nimamo, da se dokopljamo do tega, če pa kdo to rabi, oziroma ne rabi, če kdo to prodaja, lejte,
Moj mail je objavljen na tem YouTube kanalu. Denar ne bo težava za takšno tekmo. Verjemte mi, da ne. Tako da ja. Ste vi mogoče že srečni z vstopnicami? Lahko se spodaj pofočkate, da tako rečem. In čestitam vam na tem mestu, seveda. No. Ker tole pa bo spektakl, kar se tiče košarkarskega, ki pa sem skoraj prepričan, da ga tukaj v Sloveniji še ni bilo, pa vprašanje, kdaj bo naslednjič. Mogoče, ko se bo Luka Dončić poslavljal, tega pa ne bomo videli še naslednjih 10 let ali več. To sem prepričan. No. Tako da ja, nič. Mislim, da smo neko glavnino zadnjih tem predelali. Upam, da vam je bilo všeč. Malenkost daljši kot ponavadi. Hvala še enkrat, da me spremljate. Če ste pa tukaj prvič oziroma vnovič, pa vas lepo povabim, da se na moj kanal naročite. S tem boste pridobili številne highlightse, kakšne zgodbe iz zakulistja Dallasa, Luke Dončića, slovenske reprezentance in tako naprej. In ja, seveda, če mi uspe na tekmo od Gorana Dragića, za to pa bo materijala, to pa ne dvomim. Ampak daleč je še do takrat. V redu, hvala. Še enkrat, Gregor, sem bil z vami iz Greg Scorta. Do naslednjič, lepo vas pozdravljam. Nasvidenje.